Dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor na TV3. Sem Bojan Požar, z menoj pa sta še vedno Ivan Simič in Sebastian Jeretič. Predsednik vlade Miro Cerar se vedno več pojavlja v tabloidnih medijih. Kot da bi, očitno pod vplivom svojega izraelskega svetovalca Asafa Esina, odkril zlati medijski rudnik. Pa ne samo on, zdaj je Cerar, kot vidimo, za medijsko promocijo angažiral tudi svojo najnovejšo zasebno spremljevalko Mojco Stropnik. Gre za odvetniško kandidatko iz ene od mariborskih odvetniških pisarn, ki pa je prej delala v kabinetu Mira Cerarja. Poglejmo, kaj vse Mojca Stropnik pove med intervjujem v reviji Avenija, ko pripoveduje predvsem o Miru Cerarju. Citiramo: "Všeč mi je njegova toplina. Zadnjič sem na primer zelo uživala, ko mi je bral odlomek iz knjige Dnevnik cesarja Marka Aurelija. Napisal mi je tudi pesem." Ali: "Miro Cerar je tudi sladkosned. Najbolj se razveseli doma pripravljenih kremnih rezin, čokoladne torte, princesk in vročega sadja s sladoledom." No, zelo pomembno stvar, spet za volivce, pa Mojca Stropnik pove tudi o sebi. In sicer, da je verna, da je vzgojena v tem duhu in ima opravljene vse zakramente. Tako to je Mojca Stropnik v tabloidnih revijah oziroma ženskih revijah. Zdaj me pa zanima, Sebastian in Ivan, ali so te stvari, kot zdaj vidimo, dogovorjene? Je to dogovorjena medijska politika Mira Cerarja, da se zdaj on in Mojca Stropnik pojavljata v vseh teh ženskih revijah? Torej, preden dam besedo Sebastianu, ki je strokovnjak za to področje, bom rekel kot oseba, ki se ne spozna. Ja, tudi to mogoče, to prav gotovo, ampak kot oseba, ki se ne spoznam toliko na, bom rekel, na analitiko politike, torej z temi izjavami, z temi stavki sta pokrila skoraj vse volivce. Torej kuharce, tiste, ki so verni in tako naprej, ampak jaz pravim, da je za mene to, nisem nič slišal kaj moškega, dajmo kakšno borbo, dajmo kaj narediti, dajmo kaj zgraditi, ampak vse nekaj lepega in to, ne vem, mogoče je žensk več volivcev, torej jaz prav gotovo to ne bi volil. No, to je mikrotargeting, ti takih revij tudi ne bereš, ne? Ne. Tabloidne revije so absolutno nujne za vsakega političnega voditelja. Mislim, živimo v dobi spektakla in politika se je temu prilagodila. Še posebej, ker večina ljudi sploh ne spremlja politike in je edini stik s politikom, ki ga imajo prek, recimo, tabloidnih medijev, ne? In jaz se spomnim, kako težko je bilo recimo prvič prepričati Boruta Pahorja, da je šel v oddajo Piramida, ki jo je na TV Sloveniji vodila Erika Žnidaršič, pa potem na Stitut not padu in podobno, ampak tisto so bili neki ključni momenti, po katerih nam je vedno skočil rejting. In enkrat sem gledal analizo, recimo po 2-3 oddajah Piramide smo dobili 2% v skupini samske ženske 35 do 45 let in z manjšega mesta, ne? Skratka, analiza je jasno pokazala, da je bil tisto razlog in edini možen razlog za dvig v tisti skupini. Ja, kaj se pa dogaja zdaj tukaj za Mirom Cerarjem? Tukaj je nek obratni proces, ker Cerarju pa zdaj rating pada, ne? Po vseh teh strašnih intervjujih. Najprej, tle je ključno imeti mero, ne? In on enostavno pretirava v tem življenju v oblakih, ki je predaleč od realnosti in od prepričanj, ki so si jih ljudje ustvarili v prvi polovici mandata. On je zamudil s tem brandingom, ne? In njegove izjave, kot je bila včeraj, vrnili smo ljudem cesto, halo, 3 leta smo morali pritiskati na to vlado, da je umaknila vinjete iz Markovca. Ali pa lansko leto, ko je rekel, to je prva vlada, ki je ugotovila strateški pomen Luke Koper za Slovenijo. Ja, 50 let so bili sami kreteni in smo govorili, da je to slovensko okno v svet, ker nismo vedeli, recimo, kaj to pomeni, ne? Skratka, prevelik razkorak je med realnostjo in oblaki, ki jih prodaja. Predvsem pa mislim, da on ni ustrezen material, da bi se iz njega delalo tako močnega voditelja, kot ga je Asaf probal narediti. Eno je delati z Vučićem, Đukanovićem in podobnimi političnimi kalibri, popolnoma drugo pa je Miro Cerar in tudi slovenska psihologija. Problem teh tujih svetovalcev je, da ne razumejo lokalne psihologije. Ampak tukaj skozi to revijo, ne, se pravičujem, Ivan, tukaj skozi to revijo se kaže nekaj drugega. Tle se skuša Mira Cerarja, pa skozi besede Mojce Stropnik, ne, njegove spremljevalke, predstaviti ne zdaj kot nekega odločnega politika, pa kot nekoga, ki žareva toplino, ne, ki se sprehaja in tako dalje. Ampak to me še zanima, no, a so vsi ti teksti nekako dogovorjeni, ker jaz, kaj pa vem, no, komi da bi nekako verjel, da Miro Cerar zdaj piše pesmi tej Mojci Stropnik, ne, sej, mislim, kdaj Hudiča pa naj piše pesmi. To zagotovo ni intervju narejen tako, kot se intervjuji naj bi delali, torej vprašanje, odgovor in podobno. To so skrbno pripravljeni teksti in ta tekst je seveda izjemno dober. Zdaj jaz sem govoril bolj o tistem obdobju nekaj mesečnem, ko se je izkušalo Mira Cerarja prikazati kot velemočnega
voditelja, kar je sicer pol padlo v vodo, ko se je seveda umaknil iz spora recimo proti Brglezu. Ta konkreten tekst, ki si ga nakazal, je seveda izjemen in je targetiran točno na ljudi, ki berejo te revije in bo zagotovo imelo nek učinek. Ampak kaj je problem? To se pravi, če jaz pa razumem, Sebastian, zdaj ti teksti konkretno, to nastajajo v nekih štabih, kako? To ne pride zdaj iz ust Mojce Stropnik, ki jih nekako spontano pove novinar, ki je v tem primeru, mislim, da Petri Kancler iz Avenije. Ampak še zmeraj nekaj ne razumem. Torej, jaz verjamem, da bi to govoril nekdo, ki prihaja na novo. Ampak nekdo, ki že 3 leta vodi državo, ne vem, kako lahko nekdo nasede na te zgodbice. Kajti jaz si bom zapomnil to vlado potem, da je zvišala davko dohodka pravnih oseb. Zapomnil se bom, da je izigrala gospodarstvenike na pogajanje glede davkov, govorim zdaj o mojih področjih. In še o drugih zadevah. In to, da nekdo govori, da je Luka zdaj najboljša, pa tako naprej, to je vse za tiste, ki hitro pozabljajo. Se točno to, kaj pa, Sebastian, Ivan, kaj pa pomeni to, recimo, da sredi nekega intervjuja, ko se govori o nekih krajnih rezinah, sprehodih in tako dalje, v skupnem teku in vse te stvari, naenkrat zdaj pač v tem primeru Mojca Stropnik pove, da je verna, ne? In naredi celo ekspertizo o tem, kaj zadeva njen odnos do cerkve, religije in tako dalje. Kaj pa to, recimo, v konkretnem pomenu? Ciljanje na določene tarče, ampak to, kar je rekel Ivan, je ključno. Nobeno sporočilo ne pade v prazen prostor. Sporočila interpretiramo tako, da jih filtriramo čez naše čustveno stanje in čez naša obstoječa prepričanja. Prepozno je začel graditi svojo blagovno znamko, ker je prva polovica mandata bila porazna, ne samo z operativnega vidika, ampak tudi iz komunikacijskega. In prepozno je ugotovil, da je strateško komuniciranje pomembna dimenzija vladanja, tako kot so konkretni rezultati. In zato prihaja zdaj do teh diskrepanc. To, kar je rekel Ivan, večina ljudi bo imela v glavi nekaj, kar se je zabetoniralo v prvih 2 letih mandata in bo celo ostreje reagirala na te stavke, ker jih bodo še bolj zbodli v ta obstoječa prepričanja. Kaj, to se pravi, obstaja nevarnost, da te ljudje spregledajo, ali kako? Torej, obstaja nevarnost, da jih še dražiš s tem, torej, če si se izkazal, da si cmerar, neodločen, neoperativen, ne moreš naslednji dan začeti prodajati, kako ti gre fenomenalno. Dosti bolje bi bilo, če bi na pol mandata priznal, ja, zeleni smo, novi obrazi smo bili, izvolili ste nas, nismo imeli izkušenj, z vse strani pritiskajo na nas, zdaj se bomo postavili na noge in drugače recimo začeli. Ne? Najhuje je, ko nekoga skušaš prikazati kot nekaj, kar ni. V celotni tranziciji mi je bila recimo daleč najboljša reklama v kampanji, reklama gospoda Gasparija v predsedniških volitvah leta 2007, če se spomnite, takrat je na reklami rekel, očitajo mi, da se ne smejem dovolj, ampak biti predsednik je resna zadeva. Ampak je izgubil v prvem krogu. Ampak to je bila fenomenalna reklama, torej ni se začel smejati na silo, ampak je iz svoje domnevne pomanjkljivosti prikazal pozitivno plat recimo te neke značilnosti. Ne? Je pa zanimivo, da tudi v primeru Mojce Stropnik, pa te odvetniške pisarne Miro Cerar očitno ne more iz svoje kože na področju kadrovanja, ker glej ga zlomka, pred kratkim je šefica odvetniške pisarne Mojce Stropnik, Nina Brumen, Mariborčanka, postala članica Državne volilne komisije na predlog SMC. Še nekaj me zanima, ker sem mogoče neveden. Veren pa poročena, to gre kaj skupaj ali ne gre, ne vem. To bo Sebastian povedal, verjetno, on je analitik. Najprej SMC ni ideološka stranka, za take stranke se reče catch-all, torej lovijo na vse strani. To niso več tiste tradicionalne stranke, kjer je bilo jasno. Torej tudi danes je zmeda seveda v celem političnem prostoru, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Včasih je bilo, v 80-ih letih je bilo popolnoma jasno, kaj je levo, kaj je desno, s to dobo spektakla, z dobo nekega mešanja se je seveda ta metafora delitve političnega prostora nekako izgubila. In SMC seveda lahko z enim medijem lovi eno, z drugo besedo drugo. Še posebej je pa danes ključna strategija v političnem marketingu res mikrotargeting. Torej te revije, Ivan, ti verjetno ne bi bral, če ti je ne bi Bojan zdaj nekako prikazal, ker pomeni, da ni nobene škode z temi stavki, ampak točno določeno populacijo. Ima pa Ivan čisto svoje posebne izkušnje z mediji. Jaz bi bral, samo ne vem več, katera revija je prava revija. Tam, kjer se pojavi, ne vem, spremljevalka predsednika vlade. Ampak, Ivan, ti imaš pa tudi neke svoje posebne izkušnje z mediji. Jaz imam veliko izkušenj. Ti si bil težke boje z mediji. Jaz sem bil težke boje z mediji. Medije zelo dobro poznam, veliko sem jih tudi tožil, sklenil veliko poravnav, nekaj dobil. Ampak tisto, kar bi rad povedal,
tudi sam imam medije, ampak nikoli ne igram bom rekel, tako grdo in velikokrat vidim, zdaj torej moja izkušnja, sploh iz zadnjega leta, vidim, da kot neki, bom rekel, novinarji, ki se izživljajo na posameznikih, zapustijo neki medij, se ta medij spremeni in postane normalen medij. Tako da tukaj mislim, tudi uredniki morajo včasih počistiti medij z novinarji, ki iščejo samo neke afere, po drugi strani pa tudi včasih imamo, ko uredniki naročijo neko zadevo, recimo jaz sem, če pogledam, ker sem izgubil volitve za predsednika MNZ Ljubljana, me je Pop TV oziroma 24 ur me 5 dni držijo kot glavno informacijo, ostali mediji pa o tem sploh ne poročajo. Pomeni, nihče mi ne bo rekel, da to ni bilo naročeno. Ampak to je pač tako in če nekdo v tem uživa, meni je lepo, da vidim svojo sliko gor. Ampak hočem reči, enostavno mediji niso neutralni, mediji iščejo zmer neke senzacije, mediji so pripravljeni nekoga uničiti, potem pa ti pravijo, ja, mi smo te zdaj uničili, zdaj ti pa ponujamo intervju, da te bomo prikazali kot lepega. Ne? Torej, jaz nisem za take zadeve. Smo proti koncu, da je še na kratko, Sebastian, mogoče boš ti na to odgovor, a se bo zdaj pojavnost Mira Cerarja, pa njegove, recimo, temu sprejevalke, v tabloidnih medijih še, bom rekel, odvijala, bo še tako naprej, ali se bo zdaj kaj zmanjšala, ker je njegova, bom rekel, javnomnenjska podpora začela padati. Jaz mislim, da ni vezano to na rejtinge in tudi rejtingi niso vezani na to. Gre za to, da se sicer ne sme pretiravati. Tudi pri uporabi tabloidnih medijev je nujna neka zmernost. Jaz mislim, da rejtingi padajo enostavno zaradi realne politike, ne toliko zaradi PR-ja. Nedvomno je, vsaj kar se strokovnega dela komuniciranja tiče, od sodelovanja z SAF-om in gospodom Marihom, komuniciranje vlade dosti boljše, torej iz strokovnega vidika, tehničnega, tudi digitalno komuniciranje, uporaba videa in tako naprej. Ampak kot sem rekel, ključno je prevelik razkorak med realnostjo in oblaki, ki jih prodajajo. Dobro, Sebastian, hvala. Ivan, hvala tudi tebi. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Z današnjim dnem se jaz tudi osebno poslavljam od vodenja oddaje VV Faktor. In že jutri ob istem času bo spet z vami Vladimir Vodušek. Vi pa prosim, ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.